Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni v drugi januarski oddaji Ozadij, s katero bomo pravzaprav sklenili božični praznični čas, tudi novoletnim praznikom bomo za leto dni pomahali v slovo. In v nedeljo smo že na naših koledarjih lahko zagledali napis Svetih treh kraljev. Marsikje je že zadišalo po poprtniku, boljšem mlečnem kruhu in marsikje je tudi že odmevala pesem kolednikov. Res je bilo veliko dobrih želja in lepih misli izrečenih in napisanih o prehodu iz starega v novo leto. Današnji gostje so pa voščilo nekako strnili skozi na njim priljubljen način, skozi pesem, in posebej smo veseli, ker so danes z nami koledniki iz Orehovca, blizu Kostanjevice na Krki. Čas za to, da malce poklepetajo in pokrmaljajo z nami, so si vzeli gospod Franci, gospod Robi in gospod Tone. Lepo pozdravljeni. V božičnem času, ki nekako traja od 24. decembra pa do 6. januarja, so včasih po slovenskih vaseh kar precej bogato odmevale pesmi. Bili so božični koledniki, tepeškarji, svetoštefanski koledniki, tudi novoletni. Vi ste trikraljevski, potem ste najbolj znani. Ali gojite to tradicijo samo okrog 6. januarja ali ste morda tudi pesem razlegali med podboji vrat in po dvoriščih še ob drugih priložnostih? Ja, bi tako rekel, ne? Mi imamo že dolgo tradicijo v občini Kostanjevica na Krki, verjetno tudi najdaljšo. Pa tudi še sedaj, v tem novejšem času, pojemo vsako leto Svete tri kralje, no, če bi tako rekel. Nekdaj so peli tudi novoletno pesem, ampak vendar zdaj v tem času mi tega prenosa nismo dobili tudi od starejših, da bi se pesem naučili, tako da so v bistvu ohranjeni samo še trije kralji. Kje pa ste vso to bogato kulturno dediščino pobrali? Kje ste jo sprejeli? Na kakšen način ste sami začeli stopati po poteh Svetih treh kraljev, da prinašate dobre misli, lepa sporočila v domove? Jaz sem bil še zelo mlad, komaj sem končal osnovno šolo in so me pač povabili starejši, da tudi z njimi prepevam. Imel sem ta dar, da sem še kar dobro pel, ne, in potem seveda je še toliko prej so me povabili. V glavnem pojem že nekje 48 let. V tej skupini mislim, da najdaljša doba je ta mojega petja. Sedaj pa imamo tudi že mlajše, smo prenesli na mlajše generacije, ravno tako kot so oni na nas prenesli pesem, da smo si naučili. Ne, to v glavnem niso starši učili, to so fantje, naj bi peli fantje, ampak sedaj tudi nekje možje, da pač skupino lažje dobimo, pa tudi da lažje boljše odpojemo. Ste potem samo v obliki moškega spola zastopani v tej skupini ali sprejmete medse tudi kaj žensk? Ja, trije kralje so bili moški, ne? Se pravi, ohranjamo to izročilo naprej. Kakšna pa je, kot je že dejal gospod Franci, je kar pestra starostna struktura, katera generacija denimo prevladuje in na kakšen način pridobivate nove mlade pevce? Ja, starostna struktura pevcev je od 20 pa tam tudi čez 60 let, prevladuje pa zaenkrat kar mlajša generacija, se pravi tam med 20 in 40 let nekje. Kako pa pridobite mlade fante, da se vključijo? Je to že nekako kar samo po sebi umevno, da če nekdo prihaja iz Orehovca ali iz okolice, da nekako bo čez čas se konec koncev vendarle priključil tej skupini? Ja, če zna pet, potem je to samo po sebi umevno, samo bi moglo biti, pa ni, ne. Se pravi, ga treba najprej povabiti, potem videti 1 leto, 2, kako to poteka vse skupaj, ne. In kasneje se nam pridruži. Nekateri ostanejo vsa ta leta, nekateri za nekaj časa prekinejo, pa se potem spet vrnejo, tako nekako. Kako ste pa vi, gospod Tone, prišel zraven? Je bila kakšna posebna avdicija? Ja, ni bila nobena avdicija. Kar sem se priključil, malo tudi po osnovni šoli, ja. Sem šel tudi jaz, tako da dobrih 30 let sodelujem pri tem petju. Od začetka sem malo zvezdo nosil okoli, ne. Potem sem počasi pa priključil k zboru v petje.
Kako pogoste so pa vaje? Vemo, da vsaka pesem, ki naj bi bila ubrana, seveda zahteva svoj čas, voljo. Ja. In sploh, če vas je več na kupu in ne prepevate redno, imate le, se pravi, to enkrat letno priložnost, ko vas je malo več skupaj na kupu. Kako se nekako uglasite, svoje glasove poskušate strniti v eno tako čim lepšo celoto? Ja, mi imamo vaje res pogosto. Na predvečer petja se dobimo pol ure preden gremo po vasi. To je vsa vaja. Odpojemo 3-krat pesem In gremo pet. in potem gremo lepo po vasi. Ne? To je mislil, da imamo Tu so vaje. pogosto vaje. Ne? Se pravi, Potem dejansko je tik pa- pred zdajci, ne? Ja. Seveda, potem pa pesem odpojemo 60-krat in če se jo nekdo ne bo naučil v prvem letu, se je tudi potem ne bo naučil več. Ne? Gospod Franci, vi, ki ste najdlje pri kolednikih, pri pevcih, boste gotovo vedeli povedati, katere so tiste pesmi, ki pri ljudeh naletijo na največ dobrega odziva, nekako jih najlažje, najlepše sprejmejo, jih nekako vzamejo za svoje. Ja, poglejte, mi kot pojemo, kot koledniki, v bistvu enkrat na leto 3 kralje, ne? Potem pa pojemo še tudi na večer ženina ali neveste. Ne? To je, se pravi, to še imamo, to še ohranjamo, kaj več pa že ne. No, ljudje pa tako, ljudje pa sigurno sprejmejo tudi to petje, ne? Se pravi, če se kdo poroči, da se kdo ženi ali moži, ne? Takrat je še posebno veselje in se kakšna pesem sigurno več zapoje. Kako se pa ta tradicija prenaša iz roda v rod? Pevci in nasplošno vso kulturno življenje kar pogosto gre od starih očetov do sinov, do potem vnukov. Je tako tudi pri vas, pri pevcih, ki koledujete? Včasih je to šlo, seveda iz roda v rod. Zdaj pa tudi, kar se tiče Tri kraljevske pesmi, sicer pa je tega, kot ste že tudi prej mogoče sami opazili, čedalje manj. Kaj menite, gospod Tone, zakaj se nekako mladi ne odločajo toliko, da bi pristopili k tej bogati kulturni dediščini, ki konec koncev, če je ne bomo ohranjali mi, ki jo sedaj trenutno še lahko živimo in jo poznamo, in če enkrat za to ne pozabo, je naši zanamci dejansko morda ne bodo nikoli poznali. Kaj pa vem, nekšen strah menda to je, ali kaj, da ne hoče pristop zraven, tako da ne vem, zakaj ne hoče vedeti. A ste imeli kdaj kakšno slabo izkušnjo, ko ste v kakšni hiši prišli, da so vas natepeškali, nagnali? Ne. Ni bilo Kar nikoli? se spomnim, jaz ne, Ne. nikoli. Ne, glejte, mi pridemo v dobrem smislu tja, odpojemo lepo pesem in mislim, da tudi kakršen odnos imamo mi do njih, nam potem tudi oni s takim odnosom nazaj vrnejo. Vejo, zakaj smo prišli, ta tradicija, bo znal Franci kaj več povedati, že precej dolgo let traja in ljudje niso od včeraj. Ne. Kot je že omenil Tone, se nosi tudi zvezda. Kakšen pomen ima ta del vašega obiska? Ja, ta zvezda sicer ni od nekdaj že, ne? Nekje je stara 90 let, naredil je pa en obrtnik Strašek iz Kostanjevice na Krki kot ključavničar ali včasih so rekli šlosar. Ne? To takrat še ni bilo, da bi kaj kdo lotal kovine, ne? Ampak to so tisti prvi začetki in ta zvezda nas je stala nekje v vrednosti ene krave, take malo boljše, no? Se pravi, danes mogoče tam okrog 3000 evrov. Kar se pa lesenega dela tiče, pa jim Pavlenč nekaj delal kot mizar. Ne? In potem so to zvezdo nekako denar vsi vaščani zbrali, ne? Da so pač ta dolg poplačali. In od takrat naprej nekje so pa potem to zvezdo nosili. Zvezda je narejena iz okvirja šipk, oblečena je pa še zmeraj, po stari tradiciji, v krep papir, ne? Se pravi, z različnih barv. Ena stran je skoraj cela bela, druga je bolj na rdeči ton in notri pač, ko vrtijo, ne, se premikajo konji, ne, s kralji, ne, se vrti in gorijo pa 2 sveče noter, ne, nimamo dejansko elektrike tudi zdaj, ne, ali pa baterije, ne. Greste še po starem? Še zmeraj imamo čisto vse po starem, ker se potem od te temperature ta krep papir malo napolni, ne, se pravi malo opne in lepše
pač zvezda zgleda. Kaj pa, če vas preseneti dež ali pa sneg v začetku januarja, je vendarle tak čas, ko se lahko zgodi kaj takega. Kljub temu, da zime niso več take, kot so bile, tudi na eni od fotografij je lepo nazorno videti, da je bil bel januar. Kaj pa takrat storite? Takrat pa pač oblečemo zvezdo v eno povoljinasto vrečko, ne, da jo zaščitimo, da se ne razmoči. Ne. To je edina rešitev, ne. Druga ni. Ni pač tako lepa tisto leto, ampak vseeno. Ne. Sporočilo pa vseeno nosi tisto, kot ga mora. Tako je, ja. Gospod Robi, ko sva se pogovarjala in dogovarjala za obisk kolednikov v studiu, da malce osvetlimo to področje gledalcem in gledalkam, mi je bilo zelo zanimivo vaše razmišljanje, ko ste dejali, da vi se ne greste maškarade, da za zapust pride čas malce kasneje. S tem ste želeli povedati, da vi dejansko ohranjate tisto prvotno izročilo, prvotno tradicijo, ki je pravzaprav pesem in ne sama oprava v tri svete kralje. Kolikor jaz poznam, se nikoli v kraju koledniki trikraljevski niso šemili oziroma oblekli trikraljevsko obleko. To tradicijo ohranjamo tudi sedaj. Moramo vedeti, da se na pot podamo, ko je odzunaj že tema. Tako da v tisti temi, tudi če bi bili našemljeni, se ne bi to nič videlo. Ne? In v končni fazi obleka nima tazga pomena, kakor ima sama pesem. Gospod Franc, vi kot človek z nekako najdaljšim stažem pri pevcih, boste tudi vedeli povedati, kot je dejal Robi, ko se 60krat ena pesem zapoje, ni vrag, jo je potrebno poznati, potem tudi za naslednja leta. Kako pa ste se jih naučili? Kdo vam jih je povedal, besedilo, melodijo? Je to šlo iz roda v rod ali ste sami morali tudi brskati za kakšnimi posebnimi knjigami, ki opisujejo stare tradicije in stare običaje? Ne, to je dejansko šlo z roda v rod, ne, in vsak, ki je na nov prišel, si je tudi naučil pesem, ne. Kot je bilo rečeno, ko zapoješ 60krat, si sigurno že tisto leto naučiš. Gotovo si tudi pozapam, vsi nikoli ne pozabijo, ne. Tisti, ko pač pojejo te glavne glasove, imajo pesem zmeraj na pamet. Imamo pa zdaj v novejšem času tudi pesem zapisano, ne, tako da zdaj se pa res ne more več zgoditi, da bi jo pozabili. Melodijo je pa se tudi delno z leta v leto spreminja, ne? Ni glih čist taka melodija. Od zdaj, ko smo pač melodijo posneli, pa je nekako taka, ki naj bi bila. Ne? Imate morda v vaši bogati zakladnici arhiva, kar koledovanje v vašem kraju obstaja, tudi kakšne posnetke, da ste video dokumentirali? Imamo tudi nekaj posnetkov, enkrat je bilo celo snemano, tudi sama zvezda in na večer petja. Samo zdaj dejansko arhiv pa mislim, da tudi je, no. Nekje je, no. Nekje je, bilo bi pa potrebno malce pobrskati. Kako številčno pa ste skupina, gospod Stone, ki nekako redno obiskujete krajane Orehovca in širše kostanjeviške okolice? Koliko vas se nabere? Tudi že odvisno od leta. Včasih 8, včasih 12. Tudi 18 nas je že bilo, tako da ni določeno, koliko nas mora biti. Se je pa tudi že zgodilo, da vas je spremljal kakšen izmed otrok zraven? Ja, tudi bil. Pa eno leto nas je bilo samo 6 na sedeli, ne? Pa ne tako dolgo nazaj, ne? A ljudje kaj drugače pogledajo, ali pride večja skupina ali manjša, ali jim pravzaprav ni pomembno, kako številčni ste, ampak da prinašate te dobre misli, lepe želje, prijetno pesem? Dejansko ni pomembno, koliko nas je. Važno je, da zdržimo čim dlje, ne, do konca, se pravi. Ne. Vedno pa sta prisotna vsaj 2 nosača zvezde, ker morate vedeti, zvezda je težka in tudi to delo je zelo naporno. Ne. Poleg pevcev, se pravi, še 2, ki nosita to zvezdo in se potem izmenjujeta skozi noč. Se vam je, Franci, kdaj zgodilo kaj posebnega, zanimivega, kaj, kar vam je posebej ostalo v spominu v vseh teh letih prepevanja? Pa se ob tem morda nasmejite, morda vam prikliče kakšen nasmešek na obraz? Ja, v začetku, ko sem začel peti, sploh tam okrog 70 leta pa naprej, smo morali zelo paziti, ne, ker so nas organi pregona tudi lovili, ne, pač naj bi bilo to zabranjeno petje, ne. Malo smo gledali, ne, seveda, ko so se plave lučke kje pokazali, smo se pač umaknili za nekaj časa, ne. Še prej nazaj, se spomnim, so pa govorili, so bili pa celo
na sodišču zaradi petja. Ne. Kaj pa je bilo spornega? Se niso nič pol, ni bilo kazni, ker sodnik je pa gotovo, da ni to neben prekršek. Ne. Ja, bolj so šli na to, da je nočni nemir, ne. Bolj kot tisto koledovanje. Ne. Če bi oni to smatrali koledovanje kot neko tradicijo, bi verjetno pustili, ampak na to so se zgovarjali, da povzročamo nočni nemir. Ne. Hvala, pa tudi vsem vaščanom, da ni pač nikoli neben prijave naredil, ne, kar bi se lahko tudi zgodilo, ampak vendar ta tradicija so zaenkrat tako ohranjena, se zdaj pa ni več problemov. Pa tudi petje ni verjetno tako bučno in tako hrupno, da bi bilo to kaljenje nočnega miru. Sigurno, ne. No, še nazaj so tudi s harmoniko spremljali nekaj časa to petje, ne. Vsega je bilo, ne. Imate vi v sestavi, kakršna je danes, tudi kakšne inštrumente zraven? Mi nimamo nič inštrumentov, mi pač pojemo tako, ne, kar je še tudi najbolj prav, ne. Mislim, da se toliko potrudimo, da so ljudje zadovoljni, ne. Včasih pa tudi pride kaj, ne. Ko 60-krat poješ, se včasih tudi kaj intonančno, ko štartamo, ni vse tako, kot moglo biti, ne. Ampak ni za zameriti, ne. Važen je namen. Se morda to ne pozna pri ljudeh, tisti, ki so morda malce bolj krščansko navdahnjeni, se izrekajo odkrito za kristjane, kjer je koledovanje pravzaprav tudi ima svoje korenine. Ljudje enako sprejemajo vaš obisk, ne glede na to, ali so verni ali niso verni. Kakšen imate občutek? Mislim, da se bo vse enako, da ni tukaj neke razlike, drugačnosti. Saj jaz ne opazim, no, da bi bilo to, da je to isto. Kako vas ponavadi sprejmejo? Pridete na vrata, potrkate? Ne potrkamo nič, ne. Nič? Kar Samo začnete s zvezda gre pesmijo. naprej, zvezda gre naprej in se začne peti, ne. Potem pa mu to končano, pa ponovadi odprejo vrata, nas sprejmejo se s kakšnim kuhančkom, z vinčkom. Da si ogrejete glasilke? Tako. Kak piškot, potvička, tako naprej. Skratka, lačni in ženi ne greste od hiše? Ne. Po večini ne. In predlagam, da sedaj, da malce naredimo premora, si pogledamo posnetek, kako v resnici izgleda koledovanje, ko se oglasite pri eni izmed domačij v vaših krajih, tako da bomo naše gledalke in gledalce za nekaj trenutkov preselili iz studia v Krškem v Orehovec, kjer si bomo ogledali, na kakšen način poteka koledovanje, kako gospodje različnih let, različne starosti zapojejo ubrano pesem in razveselijo domačine. Ena čudna zvezda gre iz te dežele jutro ven. Si za to zvezdo grejo in kam jih pelje, ne vejo. Ko pridejo v Jeruzalem in zvezda se je skrila vsem. Zvezda se prikaže spet, še bolje svetla kot poprej. Gor nad Štalco obstoji in notri Jezus šček leži. Našli so ga v jaslicah ali in Marijo z Jožefom. Pri vas naj ostane
Dober večer. Dober večer. Srečnega pozdrava. Enako. Tudi vam. Takole. Pa bo, ne? Pa še eno darilo. Aha, hvala lepa, hvala lepa. Tako, drage dame in cenjeni gospodje, lahko ste si ogledali, da prav res ni nič dolgočasno v družbi kolednikov. Veselo je ob pesmi, ob lepih željah in seveda tudi za želočke in za grla je poskrbljeno. Tako da ne gredo od sosednje hiše do sosednje, ne lačni, ne žejni. In verjetno vam tako tudi paše, kljub temu, da morate marsikomu dati tudi pa košarico, kaj ne? Ja, seveda, glejte, po večini nam nekaj ponujajo. Ali je to pijača, vino, čaj ali morda še kaj več. Vendar ne moremo vse sprijeti. Pojemo le po celi vasi, skoraj vseh hišah. In če bi pri vsaki hiši zaužil en deci vina, bi to bilo na koncu tako veliko, da ne bi prišli po koncu domov. Ne. Nam je pa cilj, da do konca ostanemo zbrani, da je ta prenos misli tega časa in pesmi namenjen ljudem in da se potem ne ukvarjamo sami s sabo, ne, če bi pijančevali potem. Se pravi, se držite tega, da imate neko zdravo kulturo pitja in da samo nekaterim ugodite, ki vam Tako, ponudijo. tako. Koledniki so nekdaj v starejših časih, pa tudi v današnjih, prejemali darove strani gospodarja, gospodinje. In tudi pesmi so bile temu primerne. Koledniki so vselej zapeli privoščljivo, v smislu dobre letine, dobrega počutja, zdravja, če so dobili kaj dobrega, kakšno popotnico, pa tudi znali so biti hudomušni, če niso nič dobili. Kako je pri vas? Videli smo že na posnetku, da lačni in žejni res ne greste od hiš. Kaj pa sicer prejmete v dar kot pevci, kot koledniki? Ja, včasih so kot dar dajali bolj klobase, kakšna jajca, ne, to se pravi malco, ne, da smo imeli zaključek. No, v današnjem času pa so to prispevki v denarju. Ta denar v glavnem namenjamo potem za Karitas, delno tudi za kak cerkveni namen. Potem imamo ob žegnanju v Orehovcu imamo zaključek, ne, je tudi namenjen ta denar. Ne pobiramo pač posebej od ljudi denar. Pa tudi, ko imamo organizacijo Božička, 3 kralji prispevajo denarne sredstva za pogostitve. Skratka, ste čisto humanitarno naravnani, Tako. da kar dobite od ljudi, vrnete nazaj ljudem. Tako. In s tem seveda vsako leto opazujemo, da so tudi prispevki večji, ne? Ker vidijo, da smo tudi mi podarimo nekaj nazaj, ne? To pravi, so ljudje tudi bolj odprti, tudi več podarijo. Kje vse pa prepevate? V nekak začetnih letih je bilo to petje omejeno na Orehovec, potem ste pa počasi z leti se širili in sedaj pokrivate kot, lahko rečemo, kar najdalj trajajoča skupina, ki ohranja to tradicijo na širšem kostanjeviškem območju. Ja, to bi lahko rekel. Zdaj, v preteklosti ne vem, kje so se peli, ne. To bi mogli vprašati 100 let nazaj, teh ljudi ni več, ne. Ampak kar se zdaj mi spominjamo, se je najprej začelo v Orehovcu. Peli smo, kot sem že rekel, pri vsaki hiši. To pa je tudi, mislim, da je ena redkost, ker kolikor poznam ostale koledniške skupine, pojejo pri posameznih hišah, kjer so že prej dogovorjeni, to je, ne vem, 10-15 obiskov teh hiš in potem stvar zaključijo. Mi pa res gremo do vseh v vasi. In potem na koncu seveda smo začeli stvar tudi razširjati na Zaboršt, Grič, tudi kakšno hišo na Vodanicah.
tako da se ta zadeva širi. Smo pa omejeni s časom. Ne. Do 2 zjutraj, 3 je pa že kar dolga. Ne. Potem sredi noči nekoga zbujati, smo imeli že tudi kakšne težave, kdaj, da kdo ni odprl, ker smo bili pa prepozni. Pa greste vedno prav na dan, ko godujejo sveti trije kralji, ali gledate, da je vikend? Na kakšen način? Prav 6. 5. na večer. 5. na večer. Ja. Ni važno, ker dan je. Ne glede na to, ali so Ne. naslednji dan potem službe Ja, in obveznosti, Ni druge. Moramo se iti. žrtvujete. Ja. Neizogibno oziroma nepogrešljiva je tudi zabeležka nad vrati, katero je naš snemalec in montažer tudi spretno umestil v grafiko, ki se pojavlja za vami. Kaj ta zabeležka nad vrati pravzaprav pomeni? Mislim, da je prav, da Tone to odgovori, ker Ja, on to piše, on to pa lepi. tudi lepi. Lepimo zdaj ne pišemo, več smo se posodobili. Lepimo zdaj nalepke, imamo take. In to pomeni letnica, začne 2000, ne? Gašper, Miha Buljušar, ne? In leto, katero je, ne? Zadnje dve Zadnje številke. številke pa leto, ja. Ljudje pustijo nalepko oziroma še včasih, ko ste s kredo pisali ali tako, ko greste, kdaj mimo grede naletite, da zbrišajo ali odtrgajo. Zdaj, potem, ko nalepimo nalepke, ponavadi nalepke kar ostanejo. Tako da je sam prelepem zdaj gor drugo in je pač za drugo leto spet. Nekje je pa nas večer prej odstranijo, pa pol damo novo gor. Tako da je ponavadi kar celo leto gor. A je kakšen od domačinov, ki ima prav posebno nekako nagnjenje do tega, da je posebej naklonjen kolednikom, da vas mogoče veliko bolj izrazito pogosti, mogoče bolj zavzeto spremlja vaše delovanje, vas mogoče javno tudi bolj pohvali? Je kdo, ki izstopa, ki posebej podpira vaše delo? Ja, tako bi rekel, ne. Sigurno je kakih 10 družin, ne, ki pa malo več daje tudi na to. Pa, ali smo pa tudi sami pevci od tiste hiše in potem se to tudi malo več pripravi. Ne. Da lahko to, če vmes kaj več popijemo, pa tudi kaj pojemo vmes še. Ne. Seveda, kaj več pa že ne. To je nekje tako. Ne. Če bi pogledali v prihodnost, vedno ljudje nekako stremimo k temu, da iščemo želje in ambicije za prihodnje dni. Kaj menite, kako bo s to tradicijo čez 10, 20, mogoče 50 let? Smo Slovenci ali pa tudi, če pogledamo čisto lokalno v Posavju, toliko zavedni, imamo toliko tega domoljubnega in tega občutka za to, kar je naše, kar je tradicija, da bo ta tradicija dejansko tudi obstala, da ne bodo ti običaji šli v pozabo? Moje mnenje je, da bojo ostali, mislim, sigurno, ne. Tudi zdaj pri mlajših se opažam, ne, da grejo radi pač koledovati, ne. Tudi okrog ostale skupine, ko poslušam, ne, ko imajo še Jurija, pa še kaj drugega, ko pojejo, ampak tradicija se kar nadaljuje, ne. In mislim, da zaenkrat ni bojazni, da ne bi bilo. Kot je Robi dejal, veliko šteje to osebno povabilo, pa vendarle, ljudje smo takšni, da na kakšno stvar pristanemo, kakšno pa tudi zavrnemo. Razlogi so različni, službe so dokaj naporne v današnjih časih, družinska življenja so tudi pestra. Kakšne zavrnitve ponavadi dobite strani mož, fantov, katere povabite in se ne odločijo, da bi prišli k vam? Zakaj se ne odločijo? Ja. Ja, ne vem, morajo paziti na otroke, ne. Se veste, zdaj smo že enakopravni, ne. Ni več To je toliko ena stvar. časa kot včasih. Pol rečejo, sej vas je dost, ne. Tudi taka varianta. Tako da mi se moramo zelo truditi, da potem pridobimo še nekoga več, ne. In smo seveda tudi vsakega zelo veseli. Kako pa skrbite za to, da medsebojni odnosi ostajajo čim bolj povezani, čim bolj močni, glede na to, da se več ali manj vidite le nekaj dni oziroma kakšen večer pred tem velikim dnem, ko greste do hiš in zapojete? Je druženje le tisto, ki nekako pomembno prispeva, kajti če se človek tudi sicer med letom druži, ima kakšne vaje, je potem veliko lažje ga poklicati, zavrteti telefon, reči, bliža se tisti dan, ko se znova srečamo, in veliko bolj zanesljivo lahko računate potem na pevce. Pa glede na to, da se vi, kot je dejal že Tone v začetku, da nimate teh rednih vaj,
prav pogosto. Na kakšen način te medsebojne odnose vzdržujete? Na kakšen način ohranjate vezi med vami, med pevci? No, to je predvsem sigurno, tudi brez pogostitve ni zaključka, ali pa ko se dobimo, naredimo kako malco. Vendar pri samem petju se pa največkrat še dobimo po potrebi, kakšne poroke, se pravi, tisti krancel večer, ko pravijo, tisto skoraj tradicionalno gremo odpet. Mlajši fanti postavijo te mlaječke, ko pravimo, pa napis. Ostali potem se nam pa pridružijo, pa zapojemo tisto pesem, ki paše. Ko pa je potem druženje na koncu, pa še skupaj prepevamo. Pa glede na to, da nad Kostanjevico tudi kakšen grič je porasel z vinogradi, verjetno se kdaj tudi v kakšni zidanci srečate, podružite in tam tudi malce kaj upevate. Tudi sigurno, da se dobimo tudi v takih primerih, mogoče ne celotna skupina, posamezniki, vendar toliko nas mora biti, da se da pesem zapeti. Kaj menite, Robi, od česa ali od koga je odvisno, ali se v določenem kraju ali v neki regiji tradicije, kot so recimo koledovanje, tepeškanje, izvajajo tudi v današnjem času ali pa zatonajo preprosto v pozabo? Kaj k temu botruje? Ja, pomembno je, da vaščani držimo skupaj. Da je vas homogena, da smo mi homogeni, da to podpiramo in da se potrudimo, da takrat pridemo in to odpojemo. Bi kaj dodali Tone k temu? Mislim, da ne. Je to to. Naletite kdaj na kakšen odpor v smislu, saj to pa ne bi bilo potrebno ali pa mi nismo tako verni, da nekako se ljudje, sploh mogoče kakšne mlajše generacije, ki se priselijo, ki niso že od nekdaj v Orehovcu ali kje v bližini, pa s to tradicijo niso toliko seznanjeni. Ali vseeno ljudje so toliko pripadni običajem, da vas sprejmejo, ne glede na to, kakšna so njihova osebna prepričanja? Ja, tudi smo naleteli že, ja. Ko so bili priseljenci, so zdaj kupili hišo, tudi niso vedeli, za kaj se gre. Tako da so jim naslednji dan povedali, kaj smo mi prišli sploh do hiše. Drugi sosedje so jim povedali. Čeprav tega v vasi ni veliko. Imamo zelo malo hiša dve, priseljenih. Ja. Če že pride nekdo, ki se poroči, ki se priženi ali primoži. Medtem ko da bi pa kar nekdo kupil parcelo, zgradil hišo in da bi se oba preselila v vas. Tega ni veliko. Pa skoraj pa je zelo malo. Tako da. A se mogoče povezujete ali pa srečujete tudi s pevci, koledniki iz drugih krajev ali iz drugih koncev Posavja, da si nekako izmenjate izkušnje, da si podelite vtise, kako je, kaj bi lahko bilo bolje, na kakšen način privabiti še kakšnega pevca več ali kaj podobnega? Srečujemo se s pevci sigurno. Sej tako Orehovec kot Kostanjevica nista tako velika, da ne bi poznal večino ljudi v kraju, sploh če gre tukaj za nek skupen hobi, ki pa je lahko tudi petje, koledovanje. Tako poznamo pevce iz Kostanjevice, ki koledujejo, starejši bodo poznali kolednike iz Oštrca, ki pa so žal, mislim, da to navado ali pa tradicijo koledovanja pred nekaj leti tudi opustili. Kaj pa iz ostalih krajev, mogoče tudi iz ostalih občin? Se kdaj naključno srečate ali pa na kakšnih dogodkih pa beseda nanese na to ohranjanje te tradicije? Tudi srečamo se s koledniki iz Zrake, mislim, da imajo celo 2 skupine, potem tlele okrog Brezovske gore, da imajo tudi eno skupino. Tam pa je seveda teren bolj raztegnen in kakor vem, kakor so mi povedali, ne hodijo v tako velikem številu vsi k eni hiši. Ampak se razdelijo na 2-3 skupine, po 3-4 in potem zapojejo in tako potem se omogoči, da se čim večjim hišam pride odpet. Kako se vi gibljete v Orehovcu in v okolici? Hodite peš od hiše do hiše ali je vas tako strnjena, da dejansko vzamete pot pod noge ali pa ste že malce bolj v dobi današnjega časa se poslužujete avtomobilov? Kakšna je tradicija? Ja, večina vasi gremo peš, z hiše do hiše, ker je bolj strnjena. Ko se pa to malo raztegne, je pa treba potem pa par avtomobilov, pa se to posedemo, pa peljamo. Ker
ker tole treba 2 km stran iti, pa tole malo veliko, ne. Sploh, ko je ura že enkrat čez polnoči, so že malo težje noge, ne. Ja, pa vsem je zanimiva zvezda, predvsem otrokom. In vem, da v začetku smo tudi našo pot, traso prilagajali potem hišam. Aha, tam so otroci, dajmo priti do te hiše malo prej, da bojo to videli, ker to pa otroci potem pridejo na okno in to opazujejo, to zvezdo, ne. Najprej je rdeča, potem se skrije zvezda, na to pesem pravi, da pride ponovno, še bolj svetla kot poprej, in potem jo iščejo in jo spet zagledajo, ne. In to je tudi zanimivo po eni strani za otroke. Ni še pravzaprav konec praznikov z Silvestrovim, ampak jim vi pričarate ta konec praznikov z vašo zvezdo. Upam. Gospod Francija, je vaša tradicija povezana tudi s samo župnijo, ki deluje na vašem področju? Denimo prinašalci betlehemske luči miru so pogosto povezani z župnijami, marsikateri koledniki tudi. Na kakšen način ste vi oziroma vaši predhodniki, ki so pričeli s to tradicijo v Orehovcu in v okolici, pričeli prepevati? Je bilo to združenje nekaj posameznikov, ki je na to preraslo v večjo skupino, ali so bili vseeno nekako indici strani tudi Rimskokatoliške cerkve, da... Seveda so bili indici tudi z njihove strani. Ena skupina ali dve grejo prepevati tudi v župnišče, ne. Običajno mi ne, ker so prepustimo skupini iz Kostanjevice, ne, da pač odpojo tudi župniku. Mi pa pač damo ta dar, en del tega prispevka, tudi v cerkvene namene. Kakšne so pa kaj želje ljudi? Vemo, da okrog novega leta še vedno nekje 14 dni ali pa še celo cel mesec, januar, odmevajo lepe želje po sreči, po zdravju. Česa si ljudje v Kostanjevici želijo? Kakšen je vaš občutek, ko jim s pesmijo zaželite vse lepo, vse dobro? Kakšna je tista povratna informacija? Ljudje radi rečemo, samo da je zdravje, samo da je sreča, pa bo vse. Je pri vas tudi tako, glede na to, da ste nekako dolenjske Benetke, v preteklosti bili tudi poplavam izpostavljeni, so verjetno želje zelo raznolike, glede tudi na dogajanje v minulem letu, kako je zaznamovalo posamezno leto? Ne, prav gotovo so prvo te želje okrog zdravja, ne, sreče pa dobro veselja, ne. Tudi ko pridejo ven čez vrata, si pač zaželimo en drugim, ne, ker je to še friško, se pravi, to je 6. na večer, ne, in to je že kar prav, ne. Ali pa tisti, ki pobira te darove, pa posebej, ne. Za njega je pa še posebej, da mora vsaj roko dati, da se malo pozdravijo. Pa naš to. Ja. Je zadolžen za ta del. Kakšna je ta naloga? Procedure. Ja, treba je označiti, da smo tam prišli, ne, napisati ali z etiketo, ne, zaželeti jim je treba veselje praznike, ne, srečno novo leto tudi, ne, ki je še tako ob novem letu. Pa, če kaj dobimo, pa se zahvalimo lepo, ne. Če pa nič ne dobite, pa kaj? Je slaba volja ali vseeno greste dobre volje od hiše? Tako in tako moramo jeti od hiše. V vsakem primeru, ampak ste nekako bolj veseli, če nekaj dobite, kot če čisto nič. A se zelo pozna vpliv, kot je že Franci dejal, da včasih se je dajalo v hrani, v živilih, sedaj pa čedalje več tudi v evrih. Tudi ko bodo na vrsti maškare, ko bo pustni čas, tudi otroci so že zelo navajeni tega, da se krofov pa sladkarij kar malce branijo, denarja pa bankovcev, kovancev so pa kar veseli. Je pri vas enako ali vseeno tudi še kdo se veselo oblizne, če zavoha kakšno klobaso? Ja, pri nas je tudi enako zdaj, ja. Prej so koledniki vedno dobili, ja. So dobili jajca, so dobili klobase, ne, to je bilo, kar so imeli domači, ne. Se denarja tako ni bilo, ne. Po večini ne. Zdaj pa to, kar jaz pobiram, ali pa že predhodniki moje so, v glavnem denar se pobira, ne. Pa ste zadovoljni, tako če pogledate izkupiček celotnega večera, so ljudje radodarni, sploh ker gre denar od ljudi in se potem nazaj tudi k njim vrne, kot je dejal Franci, preko božička, preko žegnanja, preko teh skupnih druženj. Jim ni težko prispevati nekaj za to, da se ta dobra volja in da se ta tradicija ohranja? Ne, smo zadovoljni, ja. Jaz mislim, da se z leta v leto kar ta nabirka povečuje. Ker mislim, ljudje vidijo, da to dajemo mi nazaj, da res ne zapravimo za nekaj, ne vem kaj, ne, nekam damo ta denar, ne. Se tudi v neki vasi neke stvari dogaja, pa ta denar porabimo za tole.
Vas kdaj kdo pobara, da se lotite še česa, da glede na to, da že toliko let uspešno koledujete, toliko let uspešno prepevate, je kdaj prišel kakšen predlog, da se lotite še kakšnega projekta za dobro družbe na vašem območju? Mogoče vprašanje za... Ja. Sigurno, da nimamo samo to, ne, ni samo petje, tudi glede športa, ne, imamo tudi igrišče v Rehovci in seveda tudi tam podpiramo te dejavnosti, če so kakšne tekme, ne. Običajno so enkrat letno, pa tudi potem po tekmi druženje vaščanov, ne. To so še, sigurno podpiramo vsako zadevo, ki nekdo, da bi nekaj poprosil, da rabi denar, tudi Trije kralji podprejo zadevo, ne. Zanimivo je to, da Tri kraljevski koledniki so več ali manj sploh v starejših časih bili samouki, kar se glasbe tiče. Danes pa je glasbena izobrazba že tako široko dostopna, že tako lahko vsakdo, če se le želi, tudi na tem področju izobraževati, to seveda lahko stori. In tudi v vaših vrstah verjetno imate kakega pevca, ki ni čisto samouk, ampak ima tudi nekaj večje glasbene podlage, kot če bi le doma poskušal po posluhu peti. Ja, kar se tega tiče, nam gre vedno na bolje, ne. Ker mlajši, ko so, več imajo možnosti izobraževanja glasbenega in sigurno to pozitivno vpliva na kvaliteto petja v naši koledniški skupini. Zdaj je kar nekaj nas je, tudi jaz osebno, pa Franci sva, v pevskem zboru v Kostanjevici, tudi pri moškem zboru sodelujeva, tudi še nekateri drugi. In seveda se je potem nivo samega petja dvignil. Se to zelo pozna? Boste lahko naredili primerjavo čez toliko let, teh 48 kar častitljivih, da tako dolgo vztrajate. Kako se sama kvaliteta pesmi pozna? Od tistega časa, ko so dejansko bili fantje in možje samouki, pa kot je sedaj Robi dejal, večje so možnosti glasbenega izobraževanja in potem tudi nekako, če so 3-4, ki so bolj samozavestni, imajo bolj močan glas, vedo, da bojo dobro in prav in kvalitetno peli, tudi potem za seboj potegnejo verjetno celo skupino, da gre v pravo smer. Sigurno, ne, ko smo začeli peti, dejansko smo bili samouki, čisto, mislim. Sam posluh, neben se ni spoznal niti na note, niti neben ni imel kaj veliko prakse v petju, ne. Ampak vendar, ko se je takrat na vasi dosti prepevalo, tudi ob večerih, ne, posebni petki, sobote, se spomnim, so starejši fantje, da to je bilo pesem vsak teden, ne. In se tudi s tem nekaj naučiš, ne. Tako da ne smemo reči, da so kdaj slabo peli, mislim, da so tudi dobro peli, ne. Seveda zdaj pa kader že drug, nekaj šole je, nekaj več okrog tega, mogoče kdo poje pri kakšnem zboru, ne. Potem pa že nismo zadovoljni, če z vsakim petjem hočemo pa malo tudi kvalitete, ja. Ampak verjetno vsem vam pa mora biti skupno, da pa pojete pa srcem. To je pa prvo, ja, to je pa prvo. Prvo je, sigurno nobenega ne odganjamo, ne, ampak probamo nekako pridobiti, ne, pa ga naučiti, no. Pa pomembno je še povedati, da gre tu za petje, vaško petje, naprej, na čez pa bas, so včasih rekli. Se pravi, prvi, drugi tenor, potem bas, ki je, kakor jaz vidim, to drugi bas, se pravi, je prostor še za prvi bas, ne. Koledniki iz Kostanjevice pojejo potem 4-glasno, ne, mi pa troglasno. Tako, kakor je tudi tradicija bila do zdaj. In ker so seveda na začetku leta povsod misli še polne, pozitivne in zremo z upanjem in z dobrimi željami v prihodnost, seveda ne morem tudi pri vas mimo vprašanja, kaj si želite za vašo koledniško skupino, za vaše pevce, za vaše vaščane, vašo vaško skupnost, katero razveseljujete vsak 5. januar zvečer. Kaj si želite za vaš kraj, za vaše petje, za vašo tradicijo? Sigurno si želimo, da se ta tradicija ohranja, ne, pa da vas s tem tudi ostaja čim bolj enotna, pa da skupaj držijo, vsi skupaj, ne. In da nismo potem, da ne bi bili ovira kom, ne, ali pa na pot, ampak da je to v neko veselje, ne. To je predvsem to, ne. Mislim, da so vse možnosti, da to ostane ali pa se bo še kaj poboljšalo.
Ste pa verjetno sami dobrovoljni in dobronamerni ljudje v teh sredinah, da ni bojazni, da se te želje ne bi uresničile. Če pa nismo, pa postanemo. Morda še kaj, kar smo pozabili povedati, kar bi bilo dobro predstaviti gledalcem, gledalkam, morda vašim krajanom, pa med vašim obiskom, ko se vam seveda po petju že mudi k naslednji hiši, ni toliko časa, bi sami želeli še kaj sporočiti? Ali vi vse poveste s pesmijo? Ja, sigurno tudi s pesmi vse povemo, ne. Tudi kitice so tako naravnano, posebej zadnja kitica je malo tudi omenja to, ne. Včasih še niso, ne, ta zadnja kitica je v bistvu tako, ne. Pri vas ne ostane sveti Bog, z nami najraje sveti Duh, ne, tako, to je nekako popotnica za vse. So pa imeli še prej, včasih so nič darovali, tudi kitico eno, ne, tako da, če nam pa noste nič darovali, vam bomo pa hišo spodkopali. To je malo heco, no, mislim. Ampak so vseeno potem ljudje iz božje previdnosti verjetno kaj primaknili, da temu ni bilo tako. Najbrž je bilo tako, jako pravite. Kaj drugega reči, kot da se vam še zahvalim, da ste takole 2 dni po vašem velikem večeru, ki nastopi enkrat letno, takole ob začetku leta, si vzeli čas, prišli v studio in seveda podelili nekaj podrobnosti iz tradicije koledovanja v Orehovcu in v okolici. Ekipa, ki ustvarja oddajo Ozadja, vam seveda želi, da to tradicijo, kot si sami tudi želite, ohranjate še za vse nadaljne rodove, da bodo tudi otroci, vnuki, ki bodo prišli za vami, nadaljevali to bogato tradicijo, ki v Orehovcu že toliko let uspešno živi. Srečno tudi vam v novem letu, ki je prišlo. Naj bo vse dobro z vami na vaših poteh in naj vas seveda druži glasba, dobra volja in veselo ubrano petje tudi v letu, ki je pred nami. Hvala za povabilo. Ja, tudi vam, take želje. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala lepa, če ste to slabo urico preživeli v družbi Posavske televizije, Ansat TV in seveda v družbi naših 3 gostov, pevcev iz Orehovca, gospoda Francija, Robija in Toneta, ki so le 2 dni potem, ko je bil njihov veliki dan, ko so razveseljevali domačine, prišli tudi v naš studio in odstrli nekaj podrobnosti iz sveta koledovanja. Bodite lepo, ostanite v družbi Ansat TV še naprej in se vidimo znova prihodnji torek ob 8:30, ko bomo zašli na planinska pota. Z nami bodo namreč člani planinskega društva Bohor. Do takrat pa lep pozdrav in prijeten preostanek večera. Lahko noč.